Spoštovani predsednik Ustavnega sodišča, spoštovani predsednik Vrhovnega sodišča, spoštovani generalni državni tožilec, spoštovani generalni državni pravobranilec, spoštovana predsednica parlamentarnega odbora za pravosodje, spoštovani predsednik Sodnega sveta, predsednica Državno-tožilskega sveta, spoštovane predsednice in predsedniki sodišč, spoštovani predstavniki stanovskih združenj, notarske, odvetniške zbornice, spoštovani nagrajenci in dragi gostje. Že samo naštevanje vseh teh pozdravljenih imen kaže na to, kako zakompliciran in obsežen je spisek gradnikov pravosodnega sistema. In kot sem že nekoč rekel, v nastopu funkcije, verjamem, oziroma sem prepričan, da Republiki Sloveniji v svojem cilju, pravosodni politiki v svojem cilju manjka konsistentna in dolgoročna vizija razvoja. Mogoče tudi zato, ker so vsi ti gradniki tega sistema, ki sem jih naštel, prepogosto srečamo se na takih dogodkih in ne za delovno mizo. Dolžino tega vodnega pozdrava, kot kaže na to, koliko deležnikov imamo, in eno od mojih ključnih nalog bo, o čemer bom govoril nekoliko kasneje, da se večkrat dobimo za delovno mizo in ne zgolj ob takih sicer pomembnih protokolarnih dogodkih. Ampak današnja slovesnost je namenjena podeliti priznanje vsem tistim, kot je bilo rečeno že v napovedi, ki ste se posebej izkazali s svojim delom in predanostjo v krepitvi pravne države in s tem zaupanje javnosti v delu pravosodja. Slednje je neprecenljivega pomena še posebej sedaj v teh zaostrenih razmerah in ob vsem večjem nezadovoljstvu, ki smo mu priča. Ne samo v sodnih dvoranah, pogosto in vse pogostejše tudi zunaj teh. Francoski dramatik Renard je nekoč dejal, da če se želiš prepričati, da si storil svojo dolžnost, poskrbi, da boš storil tisto, kar ti je neprijetno in kar je storiti najtežje. Mislim, da je danes, sploh ko govorimo o pravosodju, še kako aktualno. Zato je ob tej priložnosti želim položiti na srce vseh vas, ki delate v tem sistemu, v različnih funkcijah in položajih. Delo v pravosodju namreč ne pomeni samo zaposlitve, ampak predstavlja poslanstvo. Danes praznujemo dan, o katerem bi morali razmišljati več in bolje. Dan slovenskega pravosodja. Z nalaž sem rekel razmišljati več in bolje. Ne moramo namreč reči, da v pravni državi na pravosodju veliko ne govorimo. Govorimo veliko, mogoče preveč, ne pa dovolj poglobljeno, predvsem pa ne dovolj tolerantno. Pravna država v trenutnih razmerah gospodarske krize in stiski so zelo povezane eno najpogostejše izraženih pojmov. A ne pa preredko govorijo pravniki, prepogosto ulica in politiki. Ljudem se je ta termin v mnogočem že priskutil. Veliko smo govorili o njej, ko smo se osamosvajali in ko smo polagali temelje novi pravni, demokratični ureditvi, socialni in pravni državi. Danes ponovno veliko govorimo o njej, ne pa vsem enako, stopnjo pravičnosti danes v družbi merita predvsem politika in deloma ulica. Moč medijske in politične konstrukcije realnosti, ki se med seboj hvaležno dopolnjujeta, ni toliko razvidna v nizki stopnji splošnega zaupanja v gradnike pravosodnega sistema. Seveda se je potrebno postaviti po robu skrajni politizaciji prava, ki širi prepričanje, da so eni bolj enaki kot drugi. Da je pravica posebej milostna s privilegiranimi elitami in posebej trdna z drugimi, včasih tudi s pripadniki različnih političnih prepričanj. To je dejstvo v vsaki državi. Ampak paradoksalno je, da je pravo tisto, ki je namenjeno zaščiti šibkejšega, pa tega vedno ne opravi najbolje. Seveda ti se moramo tudi v neki družbi pravne države točno toliko, koliko da ljudje občutijo in sprejemajo. In v Sloveniji se, če pogledamo najbolj odmevne primere sodišč, vse to dogaja z relativno faznim zamikom. V tem trenutku je šibkost prava kot dominskega sistema družbe in pravosodne politike v Sloveniji, ki vzpostavlja ta sistem, evidentna, pred tem ni mogoče ubežati. Na vse zadnje, in to sem že javno povedal,
če lahko primer enega samega politika tako zelo močno zamaja institucije pravne države, politiko povezano z njim in osebne odnose znotraj pravosodja, to ni pokazatelj moči tega posameznega politika, ampak pokazatelj šibkosti in nekonsistentnosti pravosodnega sistema. In kot sem že rekel, slovenski pravosodni politiki manjka jasna in notranja konsistentna vizija razvoja. Slovenski pravni sistem je potrebno vzpostaviti v določenih delih na nove temelje. Pa ne zaradi zahtev politike in javnosti, temveč navkljub temu. Osebno to dojemam kot dvostopenjski proces. Najprej je treba po domače povedano počistiti mizo, urediti tiste kratkoročne ukrepe, o katerih se je mnogokrat govorilo, pa se iz različnih razlogov jih nikoli nismo lotili. Zato je treba prejeti na dolgoročne ukrepe. O njih se bomo pogovarjali zelo z različnih pozicij, kar je logično. Izhajamo tudi iz različnih situacij. Na eni strani imate ministra, ki ima zelo omejen rok trajanja, posebej v zadnjih časih, to v Sloveniji za ministre nasploh velja. Na drugi strani ste pomembni predstavniki pravosodne veje oblasti, vključno s tožilstvom in ostalimi deli podsistema, ki imate trajni mandat, do katerega se je že iz zgodovinskih razlogov potrebno obnašati odgovorno. Vendar se bomo pogovarjali. Gojenje osebnih zamer si na tem področju ta država ne more več privoščiti. In kot sem že povedal na dnevih pravnikov, ni potrebno, da se imamo ali pa da se imate med sabo posebej radi. Moramo pa biti in morate biti dobri sodelavci in dovolj je, da imamo radi vsebino svojega poklica, kajti večinoma smo pravniki in to je pravo in vladavina prava. Potem pa moramo seveda vedeti, kako bomo ocenjevali rezultate in dosežke. Kaj je enota dosežka? Kvalitete sojenja ali kvalitete kazenskega pregona se ne da meriti z številkami. Vendar se da meriti mnogo več, kot smo doslej pripravljeni meriti. In v tem delu bo tudi nekaj prioritet ministrstva povezanih z nadaljnjo preglednostjo in informatizacijo dela v pravosodju, v katerem, če si priznamo, je mnogo različnih neravnovesij. Na eni strani imamo, če se ustavim samo pri tem, precej dobro izdelan in informatiziran sistem v samem sodstvu, ki mu z izjemno težavo in zamudo sledi državno tožilstvo, da v enem delu ministrstvu za pravosodje sploh ne govorim. Vrata ministrstva bodo, kar se mene tiče, vedno odprta za domišljene in argumentirane rešitve, ki bi lahko prinesle prepotrebne premike. Po tej poti bomo lahko hodili le ob poglobljenem in neposrednem dialogu z vsemi uredniki, ki sem jih prej omenil. Sam sem ministrstvo za pravosodje vedno videl kot povezovalni faktor med vsemi temi različnimi interesi, pa govorimo o strokovnih interesih. Zato bom tukaj tudi pozval vse tiste, ki sem vas na začetku, ali pa večino tistih, ki sem vas na začetku omenil, da bom sprožil iniciativo za ustanovitev konference nosilcev pravosodnega sistema, ki naj bi predstavljala en reden in trajen forum za iskanje pravilnih rešitev v smislu organizacije pravosodne uprave v najširšem pomenu besede. Pravosodni sistem ne rabi biti všečen, pričakuje pa se, da je pravičen in učinkovit. Zato vas ob tej še kako primerni priložnosti pozivam k temu, da v tem cilju, ki nam je gotovo vsem skupaj, v prihodnje stopimo skupaj in da tvorno sodelujemo. Spoštovani in spoštovani, na koncu bi se zahvalil vsem, ki prizadevno, odgovorno in uspešno opravljate številne in zahtevne strokovne naloge. Še posebej vam, prejemnikom današnjih priznanj. Čestitev vam bom in izrekel najboljše želje. Pri čemer pa upam in verjamem, da se bomo naslednje leto lahko pogovarjali že v boljših, bolj prijetni, recimo temu, klimi, z zadovoljstvom gledali na to, kaj je bilo storjeno in kaj še potrebno storiti. Še pod črto. Trendi slovenskega pravosodja so nedvomno pozitivni. Ogromno je bilo storjeno. Ampak številkami zaupanje javnosti
ne bomo dvignili. Potrebno je gledati, se odpreti, razvijati dialog in se zavedati, da na lovorikah kakršnihkoli dosežkov že ne moremo spati, če je zaupanje javnosti v pravosodje tako, kot je. Da to ni proces, ki ga bi bilo možno obrniti z danes na jutri. In še enkrat, če se bomo gledali iz okopov, bomo vsi skupaj šibkejši proti tistemu, kar je imanentni sovražnik vsaki pravni državi. In to je demagogija, politizacija in pa populizem. Hvala lepa in še enkrat čestitke vsem skupaj.